Vseslovenska akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah poteka že 3. leto zapored. Letos so gluhi prostovoljci stregli in širili zavedanje o slovenskem znakovnem jeziku že v 17 kočah. Ostaja jim še koča na Nanosu. V soboto 3. oktobra smo obiskali zaključno srečanje pohodnikov in prostovoljcev na Mrzlici. Člani delovne skupine. Jurček, Marjeta, Daša, Maja. Manjka Aleš Peperko, ki žal ne more priti, ker ima tekmovanje v geglanju. Imamo 36. kočo v 3 letih in povsod smo dobro sprejeti od oskrbnikov planinskih društev, kakor tudi do samih pohodnikov in obiskovalcev po vseh teh kočah. In povsod dobimo povabilo še za naslednjo leto in pa seveda pridete tudi k nam, tako tudi vsako leto zamenjamo skoraj 3/4 koč. Tako se dela že plan za drugo leto, ki se bojo ponavljale samo 2. Leta 2018 je v okviru Planinske zveze Slovenije zaživela tudi delovna skupina slepih in slabovidnih Stopiva skupaj, osvojiva vrh. Lani pa še skupina Gibalno ovirani gore osvajajo. Z špički prstov med usnico in koncem bradem na sredini, pa roko stegneš naprej, tako da ti nekdo da nekaj v dlan. Pa rečeš hvala. Ja, takole. Pa rečeš hvala. Sama akcija pokaže in dokazuje inkluzijo med vsemi in da se vse zmore, če se le želi, in da je seveda, da imamo vse ovire mi v naših glavah. In vse te delovne skupine, vse te akcije združujemo in nam na vseh teh akcijah tudi gluhi postrežejo. Tako da je res inkluzija v polni meri tudi v Tamarju, Boču, Gradišu in Čavnu so zdaj v začetku septembra tudi pomagali vleči invalidske vozičke, kakor tudi spremljati slepe in slabovidne. Tako da je res inkluzija, dobra volja in pa prijateljstvo na vseh nivojih. Gluhi so bili vodniki slepim tudi na Mrzlici. Od koče do vrha pa so si vloge zamenjali.
Po pohodu se seveda najbolj prileže malica in to so na mrzlici postregli gluhi natakarji in natakarice. Ni bila nova izkušnja, ker smo že v lanskem letu tudi prišli sem na mrzlico, smo se prvič soočili s tem, smo se tudi naučili te neke osnove znakovnega jezika, tako da je res ena taka prijetna zadeva. Znam v bistvu tisto, kar sem se lani naučil, se pravi kavo z mlekom, pa borovničev zavitek, pa ko smo še imeli gobovo juho. Če sem prav pokazal zdaj, ne vem. Dobar dan. Kaj želite? Lačni smo. Lačni, kaj boste jedli? Ja, imam. Vse je napisano. Kaj pa priporočate? Ja, pa nekaj imate vse to. Jaz želim gobovo juho. Gobovo juho imamo, pa še kaj. Ja, za posladek bi pa, ne vem kaj že, borovničev zavitek. Ja, mislim, nekaj kreten sem vesna, nisem pa ne vem koliko, eno je hvala in pa tudi naročiti bi znal v koči, da bi ne bi bil lačen in žejen. Današnja akcija je vsekakor dobrodošla tudi za obiskovalce, kajti mislim, da je vsem skupaj nekako dala možnost, da se tudi ostali obiskovalci srečajo s slovenskim znakovnim jezikom. Tako da jaz mislim, da je dobrodošla in vse čestitke seveda vsem, ki organizirajo in pripravljajo to akcijo. Da je akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah nekaj posebnega, je prepoznal tudi predsednik republike, ki je soorganizatorki Maji Kuzma že podelil državno priznanje za prostovoljstvo za leto 2019. Letošnjo planinsko sezono bodo gluhi zaključili 18. oktobra na Nanosu in stregli v tamkajšnjem Vojkovem domu. Vabljeni na pohod s čudovitim razgledom in dobro malico.